Camille, Patricia, welcome. The floor is yours. Thank you very much for giving me the floor. I hope you can Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Upam, da me dobro slišite. Najprej dve besedi o naši organizaciji. To je krovna organizacija, ki predstavlja nacionalne organizacije za varstvo potrošnikov v Bruslju. Imamo 46 članic iz 32 držav. Zelo sem vesela, da ste me povabili na ta dogodek, da se ga lahko udeležim. V prvem delu predstavitve bomo najprej govorili o problemu zelenega zavajanja, ki je velik problem. Nekaj časa bo treba, da se bo prosojnica zamenjala, bom kar nadaljevala. Torej, zeleno zavajanje je velik problem. Vse več je zavajajočih proizvodov, izjav na različnih proizvodih, ne samo na hrani. Naprimer, na proizvodih, ki temeljijo na fosilnih gorivih in tako naprej. To je seveda velika škoda, saj se potrošniki vedno bolj zanimajo za okoljske teme, so vedno bolj ozaveščeni, se trudijo, da bi živeli bolj okolju prijazno in da bi tudi izbirali bolj okolju prijazne proizvode. In sedaj je zanje zelo težko ugotoviti, kateri proizvodi so pravzaprav tisti, ki so resnično okolju prijazni. To gre njihovo prizadevanje v nič. Zakaj je sedaj nujna sprememba pri pravilih na tem področju? Kot sem že omenila, se potrošniki vse bolj zavedajo vpliva zelenih proizvodov in jih želijo izbirati, jim je pa to oteženo. V skladu z našimi študijami 61% potrošnikov težko razume, kateri izdelki so resnično okolju prijazni, in 45% potrošnikov pravi, da ne zaupa okoljskim trditvam. In po naših izkušnjah moramo priznati, da imajo prav. Novembra 2020 so organi za varstvo potrošnikov opravili pregled, sistematičen, izbrali so trditve in so jih preverili. In rezultat je bil naslednji. V 42% primerov so jih imeli razlog za to, da so menili, da je trditev napačna. To je zelo velik odstotek, to je skoraj polovica izjav, ki se uporabljajo, in to je tudi še dodaten dokaz, da je to resnična težava in da ne moremo več čakati in da se moramo z njim takoj učinkovito spopasti. Tudi evropske institucije priznavajo, da je to težava, in je sedaj nekaj pobud v zvezi s tem, s katerim želijo odpraviti ta problem. Decembra 2020 smo v sporočilu Komisije Evropski zeleni dogovor prvič slišali o tem namenu. Tu so vključene tudi ideje, kako se spopasti s tem zelenim zavajanjem. To je bilo potem potrjeno še enkrat v akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo ter v novi agendi za potrošnike. Tu je bilo potrjeno, da bosta v zvezi s tem pripravljena dva zakonodajna predloga. Prvi predlog o krepitvi vloge potrošnikov za zeleni prehod, ki je bil pripravljen marca letos, drugega pa pričakujemo konec letošnjega leta in gre za predlog o utemeljevanju zelenih trditev z metodo okoljskega odtisa izdelka. Malo o predlogu, ki ga že imamo, torej o krepitve potrošnikov pri zelenem prehodu. Uvaja
ciljne spremembe direktive o nepoštenih poslovnih praksah in direktive o pravicah potrošnikov. In kaj je bilo dejansko vključeno? Prvič, predlog želi uvesti prepoved za vsak primer posebej dveh praks. Torej prvič, ne bi bilo dovoljeno dajati izjav v zvezi z okoljem, z okoljsko uspešnostjo v prihodnosti, naprimer bomo podnebno nevtralni do leta 2025, naprimer. In drugič, prepovedane bodo oglaševalske koristi, ki veljajo za splošno prakso na določenem trgu. Poleg teh dveh praks, kot vidimo na tej prosojnici, obstaja tudi predlog za prepoved naslednjih 4 praks, ki bodo pa ki bo veljala v vseh okoliščinah, to je tako imenovan črni seznam teh praks. In te so prikaznovanje trajnostne oznake, ki ne temelji na certifikacijski shemi ali je niso dodelili javni organi, to ne bo več dovoljeno. Drugič, navajanje nekih splošnih okoljskih trditev, za katere ni mogoče dokazati okoljske uspešnosti. Torej neke ohlapne trditve, za katero ne vemo, na kaj se dejansko donaša. Potem naslednja je navajanje okoljske trditve za celoten izdelek, čeprav dejansko velja le za določen vidik izdelka. In četrtič, predstavitev zakonskih zahtev, ki veljajo tako ali tako za vse izdelke v določeni kategoriji, kot neke posebnosti določenega trgovca. Sedanji predlog je torej prinesel nekatere predloge izboljšav komercialnim praksam, je pa nekaj pomanjkljivosti. Namreč, da omogoča samo naknadno kontrolo, torej ko že pride do kršitev, potem lahko nekdo to izzove na sodišču in sodišče trditev preveri dokaze zanjo in potencialno lahko zahteva umik te izjave. Torej, ni nobenih pravil o sistematičnem preverjanju oznak, ki so na trgu, in seveda, preden je oznaka odstranjena iz uporabe, preteče veliko časa, ker kot vemo, sodni postopki lahko trajajo leta. To je seveda pomembna težava, ki vpliva potem na našo situacijo. Drugi problem je interpretacija različnih določb v direktivi in različne ravni izvajanja, ki so potem odvisne od nacionalnih organov. Si želimo bolj ambicioznih zahtev. Razvili smo nov nabor priporočil in sicer želimo imeti nek predhodni postopek odobritve. Pri hrani že imamo podoben sistem. Torej, potrebujemo oceno izjav na evropski ravni. Potem bi bilo potrebno objaviti te odločitve, te ocene, in trgovec, ki bi želel podobno izjavo uporabiti, bi preveril, ali ta že obstaja, ali je bila odobrena ali ne. Potem zahtevamo tudi, da se prepovejo tiste izjave, ki jih ni mogoče dokazati, naprimer, ki se
sedaj zelo pogosto uporablja, to je ogljično nevtralen, podnebno nevtralen ali kaj podobnega. Mi menimo, da je to v resnici nemogoče doseči, ker noben izdelek ne more biti popolnoma nevtralen za podnebje. Še eno priporočilo je bilo, da zahtevamo od trgovcev, da se dokazi za njihovo izjavo predložijo vnaprej, še preden izjavo uporabijo. Potem učinkovit nadzor trga je tudi zelo pomemben in potrebno bi bilo uvesti centraliziran sistem akreditacije za zelene oznake. Tu vidimo slikico. Torej, cilj naših priporočil je, da zavajajoče izjave sploh ne bi prišle na trg in da bi zelena izbira bila za potrošnike enostavna izbira, da bi vedeli, katerim oznakam lahko zaupajo. Sedaj pa bom dala besedo Camille, ki bo predstavila še nadaljevanje najine predstavitve. Nekoliko je zmrznil računalnik, ne morem spremeniti prosojnice. Torej, pogledala bom specifične izjave, to je okoljsko označevanje živil, verjetno jih že poznate na trgu. Veliko podjetij označuje svoje izdelke s svojimi oznakami. Jih je mnogo, tu jih je le nekaj. Te označujejo zeleno uspešnost izdelka, kakšen je učinek izdelka in tako naprej. Seveda, tako velika množica teh oznak ustvarja zmedo, predvsem, ko ne vemo, kaj točno pomenijo. Zato se veselimo tega, da bo EU poskušala vnesti nekoliko reda v to, kako podjetja lahko sporočajo vpliv svojih izdelkov. Kaj se torej pripravlja na področju oznak? Predlog novega zakona se pripravlja. To je naznanila Evropska komisija. To bo del širše pobude, da se vzpostavi ta zakon o trajnostnem prehranskem sistemu do leta 2003. Vključevati mora različne elemente, ni še jasno, ali bo šlo za enotno oznako ali ne. Komisija je tudi povedala, da naj bi bil ta okvir skladen z političnimi iniciativami v EU. To vključuje tudi pobudo o zelenem zavajanju, o kateri je Patricia govorila prej. Pričakujemo torej, da bo komisija ugotovila, da obstajajo pomanjkljivosti pri metodi okoljskega odtisa izdelka. In skupaj z drugimi organizacijami smo izrazili svoje zaskrbljenost glede te metode, saj menimo, da ni zanesljiva, zato ker ne omogoča primerjave med izdelki, če ni jasnih kategorij pravil.
Ne morete, na primer, primerjati mleka in sojinih napitkov. Pogosto je ta tudi favorizira intenzivne načine pridelovanja in s tem tudi seveda izgubo biotske raznovrstnosti, degradacijo prsti in tako naprej. Ker nima zanesljivih kazalnikov za ključne okoljske vplive. Torej, mislimo, da moramo stopiti korak nazaj in vprašati, kakšno sporočilo želimo poslati potrošnikom, katerim izdelkom jih želimo spodbuditi. To bi moralo biti glavno vprašanje, ko se ukvarjamo s to problematiko. Vsaka okoljska oznaka za živila in metodologija, ki se uporablja, mora spodbujati spremembe v načinu prehranjevanja in pridelave hrane, ki je v skladu s cilji na področju trajnostne hrane in kmetovanja, na primer zmanjševanje uporabe pesticidov, več ekološke pridelave. To bi moralo biti naše glavno vodilo, ko izbiramo, katera metodologija bi bila najboljša. Oznaka za živila mora biti pregledna, treba jo je razviti pregledno, temeljiti mora na trdnih znanstvenih dokazih, brez komercialnih interesov, in to je res ključnega pomena, da ji bojo potrošniki zaupali. Drugo, kar zadeva format, ta mora biti razlagalen. Vemo, da so najboljše oznake tiste, ki so razlagalne, ki uporabljajo barvno označevanje. Te se morajo uporabljati na vseh področjih. Omogočiti mora primerjavo izdelkov znotraj določenih kategorij živil in med njimi tudi. To je zelo pomembno, da bi lahko potrošnike vodili, morali bi biti sposobni primerjati, na primer, goveji zrezek z nekim čisto drugim izdelkom. Treba je dobiti pravo razmerje, točne podatke, ki se uporabljajo za izračun, in seveda morajo biti taka oznaka dostopna tudi vsem podjetjem, velikim in majhnim. Tu vidimo, kako je pomembno, da tudi znotraj določene kategorije omogočimo primerjavo. Tu vidite oznako, ki jo lahko srečate v Belgiji. Ecoscore je oznaka, ki jo lahko srečate na številnih proizvodih, ki je povezana z embalažo, ki se uporablja, tudi s načinom proizvodnje, številnimi vidiki. In kot vidimo, sama po sebi ni dovolj, da bi videli razliko med temi proizvodi, ker vidite, da jo imajo vsi izdelki, ne glede na to, ali so to jajca iz proste reje, ali so biološko pridelana in tako naprej. Tako da nas ta nalepka dejansko ne usmerja k najbolj trajnostnemu proizvodu. In še nekaj o vlogi okolja, o vlogi živilskega okolja. Trg pogosto ponuja to, kar
potrošniki želijo kupiti, po drugi strani potrošniki kupijo to, kar dobijo na trgu, to je malo dilema kokoši in jajca. In zato moramo poskrbeti, da bo okolju prijazna hrana postala bolj dostopna, cenovno bolj ugodna. In to bomo lahko storili z ustrezno kombinacijo spodbud in strožjih predpisov. Potrebno je vključiti vse vidike, informacije za potrošnike, oglaševanje na trgu in torej samo informacije same po sebi niso dovolj. To bi bilo torej vse z moje strani in se vam lepo zahvaljujem za